Darovi iz prestolnice. Obisk vlade v Mariboru pred volilnim letom je bil pričakovano nabit s pozitivnimi sporočili. Vlada je z dodatnimi 21 milijoni evrov pokrila in rešila 40-milijonsko investicijo v center Rotovž. Spoznali smo center odličnosti za fotoniko, ki je prvi projekt 126-milijonskega projekta Innovum Mariborske univerze. Premier Golob in župan Arsenovič sta podpisala dogovor, ki pomeni premik za številne projekte v mestu. In še bi lahko naštevali. Po otoplitvi odnosov med Golobom in Arsenovičem, ki sta maja letos podpisala sporazum o sodelovanju, je Maribor vsekakor deležen večje pozornosti države. Z intervencijo za center Rotovž se je predvsem županu Arsenoviču odvalil kamen od srca, saj bi v nasprotnem primeru enormna podražitev investicije skoraj v celoti bremenila občinski proračun, zdaj pa bo občina prihranjen denar lahko namenila za druga področja. Kakorkoli, tvegana politika Arsenoviča, ko včasih z glavo skozi zid skorajda prisili državo, da se ozre tudi čez Trojane, je znova obrodila sadove. Spomnimo se samo podobne zgodbe, ko je država pred 2 letoma presekala finančno negotovost in zagotovila denar za izvedbo olimpijskega festivala evropske mladine, ki je sicer že visel na nitki. Rahlo grenko je sicer spoznanje, da je vlada OFEM in center Rotovž prepoznala kot nacionalno pomembna projekta šele nekoliko stisnjena v kot, a ne bomo zdaj dlakocepili, kako so v Ljubljani spregledali. Kakor tudi ni nobenega razloga za odpiranje šampanjcev pri darovih iz prestolnice. Saj če bi v Sloveniji imeli pravičen sistem financiranja lokalnih skupnosti, bi lahko Maribor za marsikaj poskrbel kar sam. 2 ali 3 investicije pa ne morejo spremeniti razvojne slike mesta, je ravno v tem tednu opozoril nekdanji župan Boris Sovič, ki je zaradi vedno večjega zaostajanja za državnim povprečjem prepričan, da bi država morala celo sprejeti poseben zakon o Mariboru. Bo Svoboda slišala SD?